Danes je super ekipa, najboljša. Vodni pogon, ne? Se vidiš, kapelca tam je? Ja, saj 7 je teh, ne? V redu. Veš, da ste vratnice prosili? Drage sestre in bratje, dragi prijatelji, zbrali smo se pri kapeli Marije Snežne na današnji največji Marijin praznik, praznik njenega vnebovzetja, da bi se skupaj z njo veselili te velike Božje časti in se hkrati veselili, da je to tudi cilj našega življenja. Ko se nam bodo zemeljska vrata zaprla, upamo, da bomo se vsi skupaj znašli pri Mariji v nebesih. Zato molimo, zato primerno živimo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angelov in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Gospodu smili se. Berilo iz knjige Razodetja. Marija, polna Božje slave. Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in videla se je skrinja njegove zaveze. In prikazalo se je veliko znamenje na nebu. Žena, obdana s soncem in pod njenimi nogami mesec. In na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Drage sestre in bratje, še enkrat prav lepo pozdravljeni. Smo sredi gorskih lepot in čudovite narave, ki nas navdihuje z notranjim mirom, veseljem in zadovoljstvom. Danes je praznik Marijinega vnebovzetja, največjega Marijinega praznika. Mi smo se zbrali tukaj pri kapeli Marije Snežne v planini Jasenje, mnogi drugi naši prijatelji, rojaki in sorodniki pa so ob tej uri ali pa danes zbrani po naših velikih romarskih Marijinih cerkvah ali pa po domačih župnijah in vsi skupaj se veselimo Marijinega praznika.
Pri tej kapeli, ki je stara 100 let, smo prejšnjo soboto obhajali njeno stoletnico. Leta 1926 so jo postavili ljubljanski bogoslovci, ki so sem hodili na počitnice, da bi se sredi čudovite narave veselili Božje ljubezni in lepote. Prisluhnili smo odlomkom Svetega pisma. V evangeliju smo slišali, kako je Elizabeta pozdravila Marijo. Pozdravljena, milosti polna, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Marija je v svojem, pa bi lahko rekli in tudi v našem imenu odgovorila: moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Želim vam, da bi to tudi mi občutili, to veselje, ki je prevzelo Marijo, ko je izvedela, da bo rodila Božjega sina. Marija se je veselila zato, ker se je Bog ozrl na njeno skromnost, mogočne in bogate pa je pustil ob strani. Med majhne in skromne ljudi sodimo tudi mi, zato lahko upamo, da bo Bog tudi z nami ravnal podobno. Sorodnica Elizabeta je hvalila Marino vero in njeno zaupanje v Boga. Blagor ti, ki si verovala, kaj ti izpolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod. Njene besede veljajo vsem, ki verujemo v Boga in želimo posnemati Marijo. Drage sestre in bratje, dragi planinci in planinke, bodimo veseli tudi mi. Bog blagruje tudi nas in nam prinaša veliko veselje. To je temelj naše vere in našega krščanskega upanja. Ne moremo ga doseči s svojimi močmi, ampak z Božjo pomočjo. Žal je danes veliko ljudi, ki nimajo časa za Boga in tudi nobenega veselja, da bi razmišljali o verskih in poslednjih stvarih. Današnji praznik, drage sestre in bratje, nam govori o večnosti in o življenju Marije, ko se njeno življenje ni končalo v grobu. Vsem ljudem in tudi nam postavlja vprašanje, ali ima naše človeško življenje cilj, ki presega naše zemeljske danosti. Ali imamo upanje, ki seže onkraj zemeljskega in odpira vrata nebeškega? Ali imamo trdno vero, da zadnja resnica o človeku ni grob, ampak novo življenje pri Bogu v nebesih? Verni ljudje upamo in pričakujemo rešitev od Boga. Človek ni samo nekaj desetletij zemeljskega življenja in potem konec. Vera nas uči o naši neumrljivosti. Ljudje nismo razpeti samo med rojstvom in smrtjo, ampak imamo višje cilje, ki so pri Bogu v nebesih v večnem življenju. Drage sestre in bratje, v našem verskem življenju ne sme biti na prvem mestu vprašanje, kaj moramo narediti, da bomo dosegli zveličanje. Na prvem mestu je veselje, da je Bog tisti, ki kljub našim napakam in grehom v nas dela dobro in nas vabi k sebi. Zato skupaj z Marijo danes in vsak dan znova ponavljajmo: moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Stara modrost pravi, če ljubimo, potem posnemamo. Ni boljšega znamenja ljubezni, kot je posnemanje, je zapisal sveti Avguštin. Zato prosimo Marijo vnebovzeto, naj tvoja vera, tvoje upanje in tvoja ljubezen postanejo tudi naše vrline. Posnemajmo jo, da bodo drugi lahko posnemali tudi nas. V tem je ta velika povezanost med ljudmi, zgled, pričevanje in posnemanje. Naj Božja ljubezen do Marije in do Boga postane tudi naša ljubezen. Do Boga in do Marije in do vseh ljudi, vsakega izmed nas, v družini, v soseščini, v službi, kjerkoli smo in živimo. Potem bo življenje na tem svetu imelo veliki cilj, ki je večno življenje pri Bogu v nebesih. V to verujemo, v to upamo in zato živimo. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina, Gospoda Jezusa Kristusa. Ne vem še. Smo prišli nazaj. Bravo, bravo.